Živijo, moje ime je Simon, prihajam z benda The Rusks, Prepečenci po naše in poslušate Radioaktivno. Every day when I get connected to the newspaper and TV, seems like the world goes crazy, oh can't you see? All around just information, all the bad things go around. Who just killed somebody and how many people die? And I just close my eyes and let the things go by. I know the music click in my ears and I cry singing. Just forget the bad things happening, just forget all that's blue. Throw away everything tragical, I know it's true. So throw away television, burn all the bad news. Why you wanna know about it? It won't help you. This is just a manipulation to drive our minds. They're hiding their religion and all the money is their God. And I just close my eyes and let the things go by. All the music click in my ears and I cry singing. Just forget the bad things happening, just forget all that's blue. Throw away everything tragical, I know it's true. And I just close my eyes and let the things go by. All the music click in my ears and I cry singing. Just forget the bad things happening, just forget all that's blue. Throw away everything tragical, I know it's true. Bad Information je album, ki ga bomo danes vrteli v oddaji Radioaktivno, skupine The Rusks, Simon pa je z mano. Zdravo, Simon. Živijo, Boštjan, in pozdravljeni vsi poslušalci Radia Prleka, ne? Tako, bomo danes slabo informacijo spremenili v dobro? Ja, jaz upam, dajva probat. Se da to narediti na kratek, hiter način? Ja, jaz mislim, da kar rab čas, po mojem. Kaj ti danes nas kar bombardirajo s slabimi informacijami? Kaj misliš? Ja, in sej to je problem, ker tega je ratal vedno več in bo treba malo situacijo spremeniti, pa mislim, da ne bo to hitra pot nazaj. Kolikor hitro pride do tega, ne? Lahko k temu kaj prispevate tudi Prepečenci oziroma The Rusks? Ja, vsake toliko smo na kakšnem protestu, no. Pa tudi v bistvu besedili probamo nekako zajeti neko dogajanje aktualno, ki se dogaja okrog nas, no. Nismo en takih bendov, no, da bi neke ljubezenske in preveč v tem stilu nekaj delali, ampak v bistvu nekaj realno situacijo, no. Sveta okrog nas. Seveda je tukaj tudi ljubezen pa prepletanje vsega, ne, in mislim, da glasba je nek vir, s katero lahko širiš informacije, no. Želite torej odpirati Hočemo širiti dobre informacije in tudi mogoče, ja, mislim, odpirati Mogoče da ljudem malo mislite, ne, s kakšnimi stvarmi, ker v glasbi se mi zdi, da z glasbo lahko zelo vplivaš na človekovo počutje, ne. Čeprav pa sem nekje prebral, da Prepečenec zapira. Ja. Ja, je treba kombinirati s čim, ne. Z mlekom je sigurno že boljš, no. Ali pa s kakšnim pivom ali pa vinom se da tudi to popraviti zadevo, no. Mogoče pa je še boljši vaš rek, ki sem ga našel na Facebook profilu. Življenje ni potica, življenje je prepečenec. Ja, to je bilo v bistvu pripravljeno za drugi album, ampak pol smo izbrali drugo naslovno sliko, no. Druga albuma v bistvu nismo sploh kot fizičnega izdali, ampak je v bistvu ga lahko najdete sam na internetu, no. Bo pa jaz upam, da ga bomo še naredili, no. Zdaj že nove stvari delamo, tako da pri takih bendih, kakor smo mi, se mi zdi, finance so vedno problema, ne. Da že posnameš izdelek, nekako gre neki denarja, ne. Pa da bi to še nekako reproduciral, pa razširil, pa tudi nekako CD bi lahko rekel, da je postal en tak medij,
ga ljudje niti, veliko ljudi mi je rekel, recimo pri CD-ju, da niti nimajo več CD-playerja doma, ne, tako da smo pa tudi malo razmislili, kako pa kaj bi s tem, a čmo ali ne. Tako da zdaj so pa tukaj, no, mi je všeč, da si me povabil v vdajo, no, da še obstajajo take vdaje na slovenskih radijih, ki v bistvu promovirajo nove bende, ki mislim, da jih ni malo, pa tudi ni malo dobrih bendov, no. S tem se kar strinjam, kajti v Sloveniji je veliko dobre glasbe, pa se tega sploh ne zavedamo. Tako je, veliko bendov recimo, ki igrajo bolj nek svoj žanrski stil, so v bistvu bolj znani v tujini, kot pri nas, ne. Tudi se malo vprašate, ne, kam to gre, ne. Bo zato danes malce bolj glasno v oddaji. Druga, ki bo vrtela, bo Fantomsko mesto. Jaz mislim, da najbolj ljudje poslušajo, no, pa lahko me tudi vprašajo, če kaj ne bo jasno. V bistvu ne vem, Fantomsko mesto, to je v bistvu ratala bolj kot vsak se bolj drži nekako za sebe. Se mi zdi, da smo v enem takem času, kjer postajamo individualisti, ne, vsi v bistvu. Nekako nas distancirajo od neke družbe. Tudi še recimo sam se spomnim, recimo 10 let nazaj, ne, so se ljudje dosti več družili med sabo, recimo po lokalih, pa kjerkoli, no. Zdaj pa vsak nekako neko svojo, v bistvu tudi z leti to verjetno pride, ampak mi še vedno probamo statisti, no, se družiti kjerkoli, ob kozarčku, na ribolovu recimo, ali karkoli. Živim v fantomskem mestu, v mestu izgubljenih duš. Hodim sam po ulici, soj vražnih luči, izgubljen v množici, v polnoči. Ne vem, kaj sploh iščem tukaj, kaj se mi mudi. Korak uhaja, vlak beži, pločniki mokri, smrdijo kot psi. Na ulici pijanci kurbe, kralji noči, v začaranem krogu grizejo kosti. Betonska džungla skriva kačji ugriz, v mestu fantomskih ljudi. Narod kot mašina drvi, zaprti vase, von odporni. Se uhaja in beži, oddaleč prihaja žarek luči. Napeto zračje in izpušni plin požirajo pore kot spužva si. Betonska džungla skriva kačji ugriz, v mestu fantomskih ljudi. Narod kot mašina drvi, zaprti vase, von odporni. Skrbi, ker to je mesto železobetonskih poti. Mesto, mesto, ki spi. Betonska džungla skriva kačji ugriz, v mestu fantomskih ljudi. Narod kot mašina drvi, zaprti vase, von odporni. Fantomsko mesto, skupine The Rusks, v oddaji Radioaktivno. Pogledal sem slovar slovenskega knjižnega jezika, kjer piše: prepečenec je na rezine narezan in prepečen kruh. Ste taki? Tako je, ja.
Pa v bistvu tle bolj bi lahko rekli, da Prepečen, zakaj smo se tako izbrali. No, to je bila v bistvu bolj ena dilema pred enim koncertom na Etno Histeriji, kjer smo v bistvu začeli, v bistvu nekako, jaz sem imel že nek material posnet, klapa je bila v bistvu zelo podobna in smo pol iskali ime benda, ne. In pa smo čist v nekem hecu prišli, no pa dajmo biti pa Prepečenci, ajde. Vsi bojo ljudje zapomnili, ne, pa tako da pol mi smo kar ta ime obdržali, dali smo ga še v angleški jezik, no, ker imamo tudi neke zadeve, delamo v angleščini, tudi v hrvaščini, recimo, v srbščini, no. Tako da, ampak Prepečenca je bila bolj mišljena kot, tudi starega kruha se da nekaj narediti, ne. Te Prepečence so jedli na barkah, ker se jim je kruh pokvaril, praktično posušil in so pol predelali te Prepečence na maslu in so bili tako užitni, ne. Tako da mi tudi upam, da smo nekako užitni, no. Tudi v glasbi se danes veliko krat kaj prepeče. Ja, včasih se je še več, ko so bili CD-ji. Zdaj pa, ja, mi ga radi žgemo, no. Saj zato smo tudi rekli, da dajmo biti Prepečenci. Zdaj, ko smo še kakor tok, mislim, mladi, smo nekaj band, smo recimo jaz sem 32 let star, Kristjan pa Damir sta pa starejša, ne, že proti 40. Vse, ja, tle bi lahko predstavil tudi našo zasedbo trenutno, ne. Do tega še prideva. No, počasi, ja. Kajti danes bo Hrustljavo vodajem, tretjo, ki jo bo vas pustila, nosi naslov Feeling of the Day. Tako je, tretji komad v angleščini. Je pa v bistvu en občutek dneva, ne, kako se človek, meni se zdi neka prelomnica v življenju, to, ko začne človek, v bistvu, ko začne z redno službo, ne. Je neka sprememba v življenju, ki ti pol vrne neke spomine nazaj v preteklost, kako je bilo, v bistvu, kjer nisem imel nekih takih obveznosti in se spomniš vseh trenutkov za nazaj, ampak treba iti naprej, ne. V življenju so še vedno lepe stvari in samo odprt se je treba pa iti. Been so far away. Remember things when I listen the same old melody. I've got a feeling that I'm there and joking with my friends. I'm happy and I'm sad. I feel things are end. Singing da 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 da. We were friends like brothers. We never fight. All night were hours and oh, those moonlight skies, leaving the moments that I can't forget. And now I'm sitting off as in all those moments are past. And I try, but life is passing by. And I try, lying to myself and asking why I sing da 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 da. So far away. Remember all those eyes from people that I met. Some of them I won't see again, but I believe there is dimension we all met again. And I try, the life is passing by. And I try, lying to myself and asking why I sing da 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 da. Drask so oddaji radioaktivno z albumom Bad Information. Simon, začetki benda, kot berem na spletu, sega v leto 2013. Takrat ste bili Simon in Prepečence? Tako je, takrat smo to prvi album nekako zbrali skupaj komade. Posneti so bili v bistvu že kar nekaj cajta prej. Ekipa je bila pa v bistvu smo bili v bistvu čist nekak jam glasbeniki, ne. Dobili smo se večkrat, takrat je Bor Zakonšek pa Julijan Erič, prismojenih profesorjev bluza, no, so organizirali jam sessione na Metelkovi in tam smo se v bistvu spoznali nekako in pa smo tudi začeli na parih riffih in z tega smo kar nekako so se komponirali komadi sami od sebe, ne. Jaz sem pa tudi že prej nekaj pisal, pa nekih svojih zadev sem imel in pa smo v bistvu malo improvizirali na to.
tematiko in sem rekel, pa pojmo to enkrat posneto. Tako da pa smo se še enkrat v bistvu dobili malo bolj resno in posneli nekih 5 ali 6 komadov, je bilo v bistvu z bendom na prvem albumu. Drugač nekaj, v bistvu polovica je pa nekje tudi mojih nekih akustičnih variant, no. Tako da takrat smo nekako zbrali, ker tudi pri akustičnih komadih so mi podobni ljudje pomagali, no. Da smo pol izdali v bistvu tak mešan album. Sicer je bilo tako, smo dobili mešane v bistvu odzive, a ne. Nekateri bi radi, da bi bil album bolj udarniški, a ne, nekateri bolj, da je bolj akustike mu všeč, tako da smo bili nekako na dveh bregovih, no, kaj bi, a ne. Se potem vse skupaj gradi okrog tebe, celotna zasedba? Trenutno niti ne, no. Zdaj je tudi Kristjan Bobnar, Kristjan Bozeti. Je tudi on začel v bistvu nekih komadov njegovih že imamo, tako da bomo zdaj malo šli tudi posnetno. Tako da bo tudi, zdaj, kar smo pa naredili, je bilo pa večinoma moje delo, no, pa aranžmaje smo pa tudi skupaj pripravili, no, v bistvu v bendu nekako sodelujemo. Vsak da kakšno idejo, se sprejme, proba, pa vidimo, kako se s časom boleže zadeva, ne. Naslednja bo Fish in the Sea. Tako je, riba v morju, svoboda, v bistvu neka svoboda izražanja v glasbi, ne, nekako s tem bi lahko povezal ta komad. Some blues aside me, let the feeling grow. Try to touch the music and just go. I wanna feel inside you, I'll feel the air. Simple melody that you can't forget. If you like good music, you must be free. The groove will take you over. Come with me. I wanna feel this music inside. I'd rather die or left the music behind. I know someday we all be history. I like to play my music, can't you see? Flying in the moment, somewhere far away. My eyes are closed, watching the way. I'm moving going on and feeling no pain. I'm as happy as wishing to see. If you like good music, you must be free. The groove will take you over. Just come with me. I wanna feel this music inside. I'd rather die or left the music behind. I know someday we all be history. I like to play my music, can't you see? Must be free. The groove will take you over. Just come with me. I wanna feel this music inside. I'd rather die or left the music behind. I know someday we all be history. I like to play my music, can't you see? Živijo, moje ime je Simon, prihajam z benda The Rasks, Prepečenci po domače in poslušate oddajo Radioaktivno. Spet sam spim, če sem bil kot nitroglicerin, ko hipu zblazni. Kriv, ker živ, mislim svojo glavo in trdo živ. Ne bom se strnil in se spremenil, svoboden si. Svoje sanje
nisem živ. Tu ležim, gledam v zrak in štejem letnice, preden zaspim. A vem, da blizu si ja trepenim po tebi, da me stisneš k sebi, to je vse, kar si želim. Preden padem v to temno noč, ko te ni, to manjka mi. Nisem njiju, sladko upam, da leta doživim. Pa tudi če na koncu tole tu pustim, svojo dušo v besedi brez laži. Takrat spoznal bom, da na koncu nisem bil, še vedno sem živ. Spet sam spim, če sem bil kot nitroglicerin, ki hipo zblazni. Krivka živ, mislim svojo glavo in trdo živ. Ne bom se strl in se spremenil, svoboden si. Svoje sanje in življenje, da bi bil, kot da nisem živ. Nitroglicerin skupine The Rusks z albuma Bad Information. Simon je z mano v oddaji Radioaktivno. Simon, že prej si nameraval predstaviti zasedbo, pa sem te prekinil, pa mogoče sedaj na tem mestu predstaviš, kdo je kdo. Ja, trenutno delujemo kot trio, nekako taka malo bolj garažna varianta. Jaz sem Simon Urbas, no, se to sem že, ali sem omenil ali nisem, pa dajmo še enkrat. Kitara, vokal, na bobnih nas spremlja, v bistvu nam daje ta prav poden Kristjan Buzeti, na bas kitari pa Damir Vintar. No. On je pa tudi že v bistvu kar nekaj let z nama, malo je prekinul vmes, ampak zdaj se je spet vrnil in delamo sveže dalje. No. Z novo, staro svežino, v bistvu kot prepečencna. Poleg tega pa je še nekaj pridruženih članov. Tako je, mislim, ko snemamo večkrat, povabimo še kakšne prijatelje. No. Julian Erič recimo sodeluje že od začetka z nami, no. Od prismojenih profesorjev bluza, kitarist. Za snemanje v bistvu povabimo, mislim, tle težko, da bi vse res predstavil. No. Komad Iluzija nam je pomagal tudi Grega Crnkovič, pri kateri smo tudi snemali ta komad, nam je pa en tak solo mastan spustil čez. Pa v bistvu razno, no. Na začetku smo v bistvu bili dost glasbenikov, ki so zdaj recimo tudi v drugih bendih aktivni, kot prismojeni profesori, kot sem že omenil, pa Jure Mihevc, pa Urša Mihevc sta bila tudi z benda Fat Horses z nami na začetku nekako pri snemanju. Pa smo pa nekako se odločili za to neko kot, dajmo mi kot prepečenci iti naprej, pa bomo videli, kaj bomo delali, kar nam bo pasalo. Brez težav vas označimo za rock zasedbo. Pa tako nekako, ja. Ali imate tudi kaj drugih primesi? Ne vem, kako bi se prav žanrsko predelili, no.
rock, hard rock, neki punka je tudi vmes, tudi kakšen reggae odigramo, no. Pol pa tudi, mislim, sam delam pa tudi akustične projekte, ampak zdaj nekako z bendom smo rekli, zdaj smo še polni energije, dajmo žgat. Da daste vse to energijo ven. Tako nekako, ja. Ko bomo pa starejši, bomo pa malo bolj teh umirjenih variant se lotili. Bomo videli, no. Nič ne obljubimo. Takrat pa samo akustika na easy. Ja, bomo videli, no. Tudi preklopa se bomo verjetno še kdaj, no. Sedaj ste kot nitroglicerin, potem pa boste rekli, kmalu bo zadnji dan. Ja, pa zadnji dan je lahko jutri, ampak treba drugače gledati na življenje, no. Bolj pozitivno. Tako, danes je, jutri morda nikoli. Zavrtiva tudi zadnji dan. Pa deva, no. Ta komad je pa bi lahko rekel malo bolj tak ekološki v bistvu, da se moramo zavedati, da nismo na tem planetu sami in da moramo tudi še kaj pustiti za naprej, a ne. Ne, da izkoristimo vse, kar nam narava da, ampak ona je še vedno večja kot mi in jo moramo spoštovati in tudi ohraniti za prihodnje rodove, a ne. Razjeda me v mislih konec je, ne še. Temna je noč, ki kliče na pomoč. Hladna je dlan, ki od mene ne gre stran. V temi se mi zazdi, da vidim kup ljudi, ki srečam jih vsak dan, želijo mi dober dan. Zakaj pred mano stojijo, zakaj zrejo sončen dan, ali pred mano bežijo, ko da je njihov zadnji dan. Kdaj bom to spoznal, da v glavi nisem sam, v glavi je še nekdo, ki kontrolira vse to. Ne vem, kaj vidi vse, da moj odprem, zakaj počne vse tako, da zmešnjava bo. Zakaj pred mano stojijo, zakaj zrejo sončen dan, ali pred mano bežijo, ko da je njihov zadnji dan. Zakaj pred mano stojijo, zakaj zrejo sončen dan, ali pred mano bežijo, ko da je njihov zadnji dan. Zadnji dan skupine The Rusks. Simon, če pogledamo še tudi nekoliko v zgodovino, to je dejansko tvoj drugi album. Tako, ja. Prvi je bil Dnevnik, ta mešan akustični in band, zdaj ta drugi Bad Information smo pa posneli v bistvu sam kot band, a ne. Tle je tudi ena taka malo specifika, malo smo imeli probleme pol z miksom tega albuma, ne, ker je bil posnet v bistvu v enem kosu, no, v bistvu snemali smo vsi skupaj, no, v istem prostoru in pol s tem miksom je bilo kar velike ene telovadbe, da smo nekako dobili neke posnetke, no. Tako da zdaj smo se zadeve mička bolj profesionalno lotili za naprej. Ampak verjetno bomo kakšen komad iz tega albuma še vedno posneli, no, še v kakšni drugi varianti, no, lih ta nitroglicerin, ki smo poslušali prej, imamo zdaj v bistvu eno dosti bolj, malo drugačno verzijo, no. Tako da komadi so še zmeraj živi, no, glasba se skozi spreminja, nekako ne maramo se preveč ponavljati, tudi kakšne stare komade jih predelamo v duhu našega občutja, lahko rekel, no.
Simon, je mogoče primerjati tvoj prvenec oziroma dnevnik ter album Bad Information? Primerjati, to bi lahko, težko bi rekel v čem, no. Zdaj verjetno že na prvem albumu se poznajo neke malo bolj udarni rifi in to. Je pa sicer dosti veliko teh akustičnih, bolj nežnih komadov, balad tudi noter. Tako da pri drugem bi pa smo šli pa malo bolj na šusno. Tako da, še vedno smo prepečenci, no, nekako. Ki pa ste zdaj bolj udarne? Ja, nekako smo se najdeli nekako v tem stilu, nekako bolj tak hard rock, rock and roll, stoner rock, malo v to smer se nekako nagibamo. Bomo pa videli, kaj bo, no. Delamo predvsem to, kar nam paše, no. Nimamo prav nekih usmeritev, kje razvrst bi se dal. Greva glasbe, naslednja bo Sila narave. Ta komad je pa bi lahko rekel malo bolj tak ekološki v bistvu, da se moramo zavedati, da nismo na tem planetu sami in da moramo tudi še kaj pustiti za naprej, ne da izkoristimo vse, kar nam narava da, ampak ona je še vedno večja kot mi in jo moramo spoštovati in tudi ohraniti za prihodne rodove. Sila narave ter The Rusks. Vidim, da imate kar nekaj teh skladb povezanih z naravo. Je tudi to inspiracija? Si veliko v narave? Ja, v bistvu zdaj živim že 4 leta v naravi, v bistvu v gozdu praktično, v Zaplani. Ostala 2 člana sta z Ljubljane, ampak jaz sem dnevno se vozim na službo v Ljubljano, tako da se dobimo pol ko končam z delom, se dobimo na placu, odšpilamo kaj, se podružimo. Tako da ja, pa tudi v bistvu mene narava nek odklop, no. Veliko se ukvarjam z ribolovom, no. Predvsem muharjem na teh naših prelepih slovenskih rekah in nekako ti da misliti, kaj imamo, ne? Ampak se tega niti ne zavedamo. Ne? Dostikrat uničujemo sami sebi to, kar bi lahko imeli, pa tudi v bistvu tržili, ne? Kot nek bolj butični turizem ali karkoli. To je priložnost. Jaz mislim, da imamo v Sloveniji priložnosti, ampak se pa zelo mačehovsko obnašamo do narave. Ne? Zato je treba tudi čim več opozarjati na to, kaj imamo in kako ohraniti. Seveda, ja, jaz mislim, da je tle kar veliko perspektive. Ne? Že v ribolovu vidim, recimo tujci iz celega sveta hodijo muhariti na naše reke. Ne? Že to je v bistvu velik signal, da smo bili, mislim, da lansko leto kot top 10 destinacij, recimo muharskih v svetu. Ne? Da vsak pravi muhar bi si želel priti k nam v Slovenijo in užiti to naravo, pa tudi
jo pustiti tako, kot je bila, ker je prišel. In Simon, kaj storiš, ko dobiš kako idejo za besedilo med muharjenjem? To je zelo zanimivo, večkrat si sam razmišljam, da bi kakšne komade delal, ampak takrat moram reči, da imam misli čist v neki drugi smeri ponavadi. No. Mogoče, ko menjam pozicije, ko v muharjenju se veliko sprehajaš, ne? Pač greš do enega tolmuna, se sprehodiš 5 minut do drugega in takrat se ti kakšne ideje porujijo. Ne? In tle je v bistvu zelo veliko komadov tudi gre, ker priješ na pozicijo, pozabiš. Ne? Če si ne bi takoj zapisal, recimo, kakšenkrat se mi da, pa napišem kakšno stvar, pa pol lahko res rata dobra, ne. To je tudi v bistvu komad pesem, ki ga bomo pol kasneje poslušali, no, v bistvu govorili o tem, da jaz bi lahko rekel, da ne 90% komadov gre, ne, pa bi lahko bili zelo dobri komadi. Tako da je fajn, da si jih napišeš na papir čim prej, ali pa kamorkoli, ker tiste ideje so ponavadi dobre, ne. Ker se človek počuti dobro, tudi dobro napiše, no. Simon, album Bad Information prinaša 11 pesmi, vse avtorsko delo. Kdo se največ podpisuje pod glasbo? Ja, verjetno se še vedno jaz, no. Ampak si delimo tudi te pravice vedno, no, če je kdo res kakšno, da smo tako drastično spremenimo komad, recimo, da se refren čisto spremeni. Pol te avtorske pravice se gremo fair play, pač vsak nekaj prispeva in je tudi zaslužen za to in je podpisan v vseh teh papirjih za SAZAS in za IPF. Ne. Besedila pa so v različnih jezikih, od slovenskega, angleškega do srbskega, oziroma srbo-hrvaškega. Ja, ne vem, v rock'n'rollu recimo se tako srbo-hrvaščina dobro sliši, ne, zato recimo blues rock'n'roll se mi zdi res tak jezik reže, no, ima neko težo. Drugač pa vedno več delamo v slovenskem jeziku, no, ker se mi zdi, da imamo lep jezik in je sicer zahteven, je zahtevno narediti pesem v slovenščini, ne. Predvsem zato mogoče, ker je tudi domač tu in kakšne besede imajo zelo veliko težo, ne. In se ti mogoče pol daj zdi, to pa ne bo lih šlo komad, pa bo ne vem kaj, kako slišati pa. Ampak se trudimo čim več delati v tej smeri, nekako, da tudi v bistvu veliko komadov v angleščini smo potem čist spontano nekako je prišlo, pa dajmo še slovensko narediti verzijo. Tako da imamo, če smo že prepečenci in The Rusks, nekako dajmo probati nekako oboje držati, no. Tako da ste zelo internacionalne, mednarodne. Pa ja, no, v tujini zaenkrat še nismo nekaj dosti igrali, no. Jaz sem lansko leto imel v Celovcu en koncert solo, no, pa na morju smo dosti preigrali, no, to je bilo pa itak vedno klasika, že iz tistih začetnih časov, no, 2011, nekaj, ko smo se spoznali s Klapo, no, smo kar dosti preigrali, dosti večerov preigrali, no, s kitarami in jamali dolgo v noč in v jutro. Naslednja, ki jo bova spustila, bo One Way Ticket. Kam nas boš odpeljal? V eno smer? To boste pa se slišali, ne. V bistvu ta komad je že na prvem albumu, naslov, mislim, da je prvi, kakor se spomnim, na albumu Dnevnik. Te smo ga pa v bistvu čisto zašto smo rekli, dajmo ga še enkrat posneti, koliko ga zdaj nekako igramo, no. Je pa v bistvu One Way Ticket to Amsterdam. To je bila pa štorija, da sem hotel iti v Amsterdam, to je bilo nekaj, lihka sem, mislim, da končal drugi letnik faksa in potem se je situacija nekaj zapletla, jaz sem že imel karto in nisem mogel iti, ne. Tako da pa smo rekli, da to je One Way Ticket, ne. Pač ni bilo usojeno. Sonic laser in my head, bumping into head to head. Funniest thing I can't forget. Your wishes
Simon, bi si še kupil kam karto samo za eno smer? Kje bi se že najdel, no, verjeten. Težko je reči, še ne par bi jih imel, no. Kdaj bi prijalo, kam bo tople kraje? Ja, predvsem zdajle, no. Ampak narava se prebuja, kakor vidimo, no, tako da bo tudi tukaj malo toplo, kakor kaže. Če se ustaviva še pri albumu Bad Information, mislim, da naslovnica izdelka pove tako rekoč vse. Ja, to je bil pa avtor Dino Musič, moj kolega z Logatca, no, umetnik. In v bistvu sploh mu nismo dali nekaj, on je rekel, da ima neko idejo, pa je pol narisal lepo na tablico, pa mi poslal, sem rekel, evo, the best, dobro si zadev bistvo časa in tudi tega, mogoče kar bi radi sporočili. Ne. Dejansko pa to, kar vidimo na naslovnici, prinese ne več zla in ne več slabih novic. Ja, se to je, če preveč spremljaš medije, se ti res še verjetno zmeša, ne. Še posebej v teh cajtih, ampak mogoče bo tu treba kaj narediti, no, v tej smeri. Se mi zdi, da smo ljudje preveč apatični postajamo, no, en do drugega, no, kar pa ni v redu, no. Smo le družbena bitja. Pa da raje poslušamo slabe kot pa dobre novice. Ja, ne vem, zakaj je to tak trigger v naši glavi. Da nas takoj zanima, Ferbec, ne vem, kaj je to. Kruha in iger. Kot da bi bile dobre novice v nekem drugem planu. Ja, težko jih najdeš, se mi zdi, no. Se mi zdi, da vse se še bombardira z nekimi takimi novicami, ki sploh ne več važno, kaj ljudje berejo, ampak sam, da čim več nekih klikov, lajkov se dobi. In živimo v enem takem zelo zanimivem času, no. Mogoče celo prelomnem, kaj pa vemo. V času velike zmede. Tako je, ja, in lažnih novic. Zato bo naslednja prav primerna, ja te volim, da odklopimo od tega. Tako, pa dajmo še to. Zašto sam rođen ovdje, jesi li tam? Ovo mi pitanje ne da mi rad. Šta me čeka još na putu, gdje da odmorim, gdje da nađem tebe, da ne zakasnim. Nisam ih bogat ni slan, neću te čekat od dana, ja te volim. I ostaću tam, kao do sad. Šta ti voliš? Voljela bi bijelog princa, nisam čuo da živi kad. Došao bih na bijelom konju, pa kako gradu bi parkirao tak. Nisam ih bogat ni slan, neću te čekat od dana, ja te volim. I ostaću tam, kao do sad. Šta ti voliš? Zašto sam opet tu, u ovom tuđom gradu, sviram svoj blues. Nisam ni bogat ni slan, neću te čekat od dana, ja te volim. I ostaću tam, kao do sad. Šta ti voliš?
The Rusk z albumom Bad Information v oddaji Radioaktivno. Simon je z mano. Pred to krizo, kot je videti, ste veliko igrali, s tem ste dobili veliko odrskih kilometrov. Pa ja, probamo igrati ne 2krat na mesec, no, saj če se nekako poklop vse. Sicer situacija je zelo, težko je dobiti kakšne špile, še posebej plačane, no. Tako da se trudimo pol kjerkoli zagrabiti priliko, no, če se le da. Sicer večinoma igramo po Ljubljani nekje, no, po okolici. Pridemo pa tudi kam deli, no, če nas bo kdo povabil, brez problema. Ste sedaj, ko se že nekaj časa ne igra, kaj iz forme ali še ne? Pa se še vedno dobimo, no. Probamo ne 2krat na mesec se dobiti na vaji. Zdaj sicer, ker je ta čas, smo se tudi malo več podružili, tako da tudi malo zaveseljačili vmes, ampak delamo dalje, no. Imamo ideje, v studio gremo tudi zdaj, mislim, da še ta mesec, no, posneti en komad, pa lezemo počasi naprej, no. Tako da se počasi tudi nekaj dogaja, ne samo poležava. Ne, je treba kar malo zagrabiti. Ideje je veliko, ampak časa tudi za realizacijo pa tudi nekako zmanjka, ne. Zdaj, če bi res v glasbi treba delati, no, če hočeš res nekako kvalitetno izpaditi. Tudi recimo zdaj ta zadnje komade smo snemali z Zvonetom Kukcem, on je bil znan, kitarist pri Španskih borcih in Janez Zmasko, no, Don Mentoni bandu, in nam je tudi nam je malo ponudil kot roko producenta, no, nekako, da bi nas posnel in tudi nekako nas zvok obdelal, videl, predlagal zadeve, ki jih on mogoče vidi, da bi boljše bile, no. Tudi kakšen komad ponovadi moramo malo skrajšati, no, ponovadi kar razvlečemo komade, tako da so po 4-5 minut, pa jih pa je treba malo za na radio friendly fokus dati mičkant skrajšati, no. Naslednja bo Dezinformacije. To je v bistvu Bad Information, sam v slovenski varianti. Je pa besedilo, je pa v bistvu praktično zelo identično na angleškem, tako da tudi smo probali nekako držati, da je bil prevod se nekako praktično se zlaga z angleškim, no. Nismo kaj dosti drugega povedali. Konektam na Facebook in TV, zgleda kot da svet je znorel, vse to ni res. Okrog same novice, kakšno stranje se godi, kje se je kdo razstrelil in koliko so jih ubili. Zato zaprem oči in se umirim, muziko v uho spustim in mislim si, preveč je vseh informacij, a ne moreš vseh imet. Zato raje ugasim to škatlo in pojdi v širni svet. Zato ugasim televizijo, pozab, kar slišal si. Le kaj sploh imaš od tega, kaj lahko storiš? Vse to je le igra, ki nam že vsem smrdi. To je njihova religija, verjamejo na denar jih odreši. Zato zaprem oči in se umirim, muziko v uho spustim in mislim si, preveč je vseh informacij, a ne moreš vseh imet. Zato raje ugasim to škatlo in pojdi v širni svet. Zato zaprem oči in se umirim, muziko v uho spustim in jebe se mi. Preveč je vseh informacij, a ne moreš vseh imet. Zato raje ugasim to škatlo in pojdi v širni svet. Simon, za konec tega dela še moče informacija, kako priti do vaše glasbe? Mislim, da je YouTube zdaj najbolj nek tak širok medij, kjer lahko vsak nas najde, ne. The Rusks ali pa Prepečenci, to boste napisali, nas boste tudi našli. Potem Bandcamp, Soundcloud, Facebook je seveda tudi, no,
Tudi tam imamo svojo profilno stran. Mislim, da je dosti zadev, da se ljudje bo že najdel, no, če jih bo zanimalo. Tako da vas je moč najti na vseh teh digitalnih platformah. Ja, tudi na kakšnem internetnem radiju, no, nas kdaj zavrtijo, nedolgo nazaj. Sem Bad Information nas poslal, kakšno leto nazaj, no, po teh internetnih radijih in sta se mi oglasila 2 radija iz San Francisca, tako da sem nas tudi tam poslušal. No. Je tudi na voljo fizična izdaja? Bad Information, no. Lahko mi pišete, no, pa vam pošljem CD. Da se pa tudi kupiti, no, na Bandcampu, ne. Lahko vam ga pa pošljem. Mogoče razmišljate tudi kaj o vinilni plošči? Tudi to smo že razmišljali, ja. Sam bi mogel pa res, mislim, ko bomo malo bolj pri financah, bi verjetno šli tudi tukaj tazga probati, no. Ampak da bi snemali analogno tehniko, ne. Kar je pa tudi v današnjem času, ker malenko zdražje, pa še malo več telovadbe, pol za to zmiksati in vse, ne. Ampak, ja, bi šlo. Mislim, predvsem smo fani teh bendov, no mislim, lahko govorim bolj zase, ampak bendov iz 60-ih, 70-ih let, recimo, takrat se mi zdi, da je v rock'n'rollu bilo v bistvu nek vrhunec. In v bistvu tisti posnetki, ki jih še zdaj poslušaš, so nekako še za ta čas merodajni, dober posnet. In nek tak zvok se mi zdi je večen, no. Zdaj verjetno, če bi snemali analogno tehniko, bi tudi malo bolj modern zvok dobili vseeno, ampak bi bilo zanimivo izkušnja, no, sigurno. Drugače pa več informacij o vas na spletni strani, kot tudi družabnih omrežjih. Tako je. Še največ pa, če pridete na koncert. Ko bodo. Ko bodo. Še eno z albuma Bad Information bova zavrtela, to bo skladba I'm Gonna Leave This Town. Kateri kraj bo zapustil, Logatec ali Ljubljano? Logatec sem v bistvu že zapustil, no. Zdaj samo za plani, ampak je še ena logaška občina. Zdaj, kaj pa vem, jaz mislim, da človek mora malo zamenjati okolje vsake toliko, no. Da nisi v bistvu vezan preveč na en kraj, no. Naš planet je Zemlja, tako da smo vsi tle nekak zemljani in verjetno je fajn, da malo vidiš še druge stvari, druge kulture, spoznaš nove ljudi. Tako da, predvsem pa, ko bi lahko rekel, I'm Gonna Leave This Town je nekak komad, nekak bluzerski komad, no. In blues vedno govori o neki teži, neki bolečini, ne. In vsak, ki se nekako tako počuti, verjetno ima neko to ambicijo, da bi pa šel, spremenil življenje, šel od svojega kraja v svet in zaživel na novo, ne. I'm gonna leave this town. I'm gonna leave this town, baby. I'm gonna leave this town. I'm gonna leave this town, baby. I'm gonna be free. I'm gonna take all money with me. I'll live by the sea. I'm gonna float in that boat all day, night long. I'll be on the sea. I'm gonna take all my fishing rods with me, and my thoughts will be
Živijo, moje ime je Simon, prihajam z benda The Rusks, Prepečenci po naše, in poslušate Radioaktivno. Kot iluzija, ampak je res. Misli v glavi ne razumem več. Zakaj se svet vrti, kje se konča? Ti nis moja draga do konca. Ko se svet podre, ko se dobi, ti nis moja draga, pa za napasti. Prihodnost je skrita, se je dvom, a najna ljubezen daje valu zalet. Nov začetek, nov vdih, leto šteje, konec boli. Ko se svet podre, ko se dobi, ti nis moja draga, pa za napasti. Ko se svet podre, ko se drobi, ti nis moja draga, pa za napasti. Nov začetek, nov vdih, leto šteje in konec boli. Iluzija skupine The Rusks, Simon je z mano. Simon, te skladbe pa ni na albumu Bad Information. Tako je, ta oba na 3. upamo. Torej, pripravljate že novi material? Ja, zdaj imamo 2 komada nekako posneta, no. 3. na vidiku, tako da lahko že en single kmalu izdamo. Ampak bomo delali naprej, no. Zdaj smo rekli sicer malo bolj na profesionalnem nivoju, da se bomo lotili te zadeve. Da nekako kar naredimo, da lahko s temi posnetki tudi pošiljamo okrog na različne radije, tudi na nacionalni radio recimo. Tako da smo rekli, da imamo mičko bolj počas delati, ker drugi album v bistvu smo posneli tako, da smo se 2-krat dobili za 4-5 ur. V bistvu čist kot 4, 2 kitari, bas in bobni in vklopljeni mikrofoni in gremo. Zdaj se pa malo bolj specifično lotimo, no, tako da res snemamo vsak inštrument posebej, pa tudi malo več postprodukcijo nekako probamo narediti komatno, da je primeren za razne radijske postaje in tudi za recimo na album. Koliko pa vlagate v videoprodukcijo, v videospote? Trenutno bolj nič. Sicer ni nekega medija, da bi lahko recimo to
mislim, naprej dajo. A ne. So neke privatne televizijske postaje, a ne. Zdaj prav na nacionalki ni več, recimo tako, kot je bilo, ko sem jaz odraščal, v bistvu video stopnice, a ne. To je bilo res taka oddaja, ki sem jo praktično vsak dan gledal, poznal vse komade na pamet. Tako da smo zdaj smo te videe kar malo na stran dali, no. Smo se bolj osredotočili v glasbo, no. Še pri prvem albumu mi je moj bivši sodelavec Tina Mažgon pomagal, no. Sva sodelovala, posnela 3 videe, ja. Ampak pol nekako nas niso na nobeno televizijo, nekako, da ni nekako primerna svetloba in to in ono. Tako da smo pol mičkan to ustavili, ampak bomo v prihodnosti, jaz mislim, da še vedno kaj naredili, no. Ko bo spet kakšno koncertno vzdušje, pa to, da mogoče vsaj to nekako ujamemo noter v škatlico. Kajti, kot te poslušam, vidim, da imaš idej dovolj. Preveč, po mojem. Ne vem, če bo dosti dolgo življenje. Ampak, ja, bomo delali. Delamo glasbo za dušo, jaz mislim, da je to po mojem edina prava smer, no. Nismo se nikoli nekako, da bi nam to bil kot en vir zaslužka ali pa neki, v bistvu vir zaslužka za naša srca, za lastno zadovoljstvo, ne. Bo dovolj idej in časa tam za plani, ob gozdu. Jaz tudi upam, no. Pa ko te vsaki drugi dan pride kak medved obišče. Tudi pridejo mimo, ja, tudi. Predvsem srne vam tle pod balkonom, mi hodijo vsak dan. Še eno skladbo bo vam spustila za konec, to pa je vaša najnovejša naslovljena pesem. Tako je, ja. To pa v bistvu smo že prej nekaj namigali, ne. V bistvu ta pesem govori v bistvu za vse pesmi, ki niso bile nekako napisane in so se pozabile, ne. Tako, kot na raznih, v bistvu tako, kot smo začeli z raznimi temi jam sessioni, ki smo igrali ure in ure skupaj, različni ljudje, je toliko enega dobrega materiala šlo mimo, da je kar malo žal, da nismo vse to kaj posneli, pa ker bi lahko iz tega delali marsikaj, ne. Tako je pa tudi s pesmimi, z besedili, z ritmom, ki ga dobiš, recimo, ki ti nekako besedilo, ritem pride nekako na misel. In takrat moraš nekam si moraš nekaj zacahnati, no, da nekako veš, kaj si imel, ker pa lahko čez par minut tega ni več, ne. In je šlo. In tudi pesem bo sedaj šla v naš eter. Za konec tega pogovora, Simon, član skupine The Rusks, hvala, da si bil moj gost, ter uspešno in čim bolj delovno naprej. Hvala, Boštjan, enako res še enkrat se zahvaljujem, da si me povabil v oddajo, ker res manjka tega, no. Glede na situacijo z bendi, ki imamo v Sloveniji, glasbenikov je mnogo in mnogo. In res pohvalno, no. Tako da pa še en lep pozdrav vsem poslušalcem, pa upam, da se čim prej vidimo na kakšnem koncertu, ne. Jaz upam pa, da letos prijemo tudi kaj na vaš konc, no. Zakaj je pesem odkini namen? To je duša, ki nekam vre. Le kam me odpelje misel, ko dim beži. Morda pa le rata nekaj, se mi zdi. Ujeti trenutki s papirjem, zakaj se mi sam zdi, da me odpelje nekam, kamor ni poti. Ker ni ga svena, ki bil bi enak, zato ker ni duše, kot vsak jo pozna. Vse je le občutek, ki ga več ni. Pesem pride, pesmi več ni. Ujeti trenutki s papirjem, zakaj se mi sam zdi, da me odpelje nekam, kamor ni poti.
Živijo, moje ime je Simon, prihajam z benda The Rusks, Prepečenci po domače in poslušate oddajo Radioaktivno.